Dober dan, dragi moji. Ponovno smo skupaj in hvala vam za vaša vprašanja, ki jih zelo lepo pošiljate na planetljubezni@gmail.com. Na vsakega se odzovem in zdaj bom enega prebrala. Nataša, pozdravljanja. Spremljam te na YouTubu. Zanimiva tema meni je finančno obilje. Lepo prosim, povej nekaj o tem. Ja, finančno obilje. Zdaj, za vse tiste, ki me še ne poznate, se pravi, jaz sem bila na totalnem finančnem dnu. Brez denarja, brez kakršnihkoli prihodkov. In kaj sem začela delati? Kako se je moje finančno stanje, finančno obilje popravilo? Tako, da sem v bistvu dvigovala svojo vibracijo. Vsi vemo, da smo vibracijska bitja. In če sem jaz nekje dol, se pravi v obupu, zato ker nimam denarja, v strahu, zato ker nimam denarja, v nemoči, zato ker nimam denarja, v žalosti, zato ker nimam denarja, od tu ne morem rešiti. Problema, izziva, težave z energijo iz problema, izziva, težave ne boste rešili. Se je treba dvignati in na neki točki, v neki drugi paralelni realnosti, vi živite to finančno obilje. Ampak vi ste tu, ta realnost druga je tu, se pravi, vi morate do sem priti, da boste začeli to živeti. Zdaj pa, kako sem si jaz pomagala? Jaz vam izključno govorim, kaj je meni pomagalo. Se pravi, jaz nisem imela 100 evrov, recimo, da sem si jih lahko nekam dala. Imela sem evro, 2, 5 in sem si vse posod, vse omare, tam, ko imam skodelice, ko imam krožnike, nad poslo, ko imam knjige, v omaro not, ko imam posteljino, sem si nadevala po 5 evrov, po 1 evro, po 2 evra. Se pravi, za vsako sem odprla omaro, ko sem vzela skodelico, sem videla, jaz pa imam denar. In mene to strašno pomaga. Pa sem si neke, ne vem, kakšne denarnice kupovala, ko so rekli, ne spomnim se zdaj rdečo ali modro, to sami malo poglejte. Pa sem si recimo kupila tiste blokce, ko je denar, ali pa če vam kdo posodi recimo 200-500 evrov, pa si greste kopirati. In sem si vse posod tiste kopiranih 500 evrov nadevala, da sem skozi gledala in sem skozi je bilo v meni noter, vse imaš denar, ne. In sem ves čas te, v bistvu blokce tega denarja gledala, po 500 evrov, po 200 evrov, po 100 evrov. Dala sem si tudi v denarnico. Kaj sem še počela? Se pravi, velika razlika je, ali vi nekaj kupite iz pomanjkanja, se pravi, kupiš recimo, ne vem, neko kilogram kruha za 3 evre, ne, onga za evro in vi skozi zraven študirate, jaz nimam, kaj pa če ne bom imel, to je predrago, to si jaz ne morem privoščiti, pa vsem bi tisti kruh imeli, pa ga kupite, pa pridete domov, pa še v tednu tistih 3 evrih razmišljate in ste ves čas v pomanjkanju. Nekaj je pa kreacija iz obilja. Tako da jaz vam predlagam, da raj recimo kupite pol tisti kruh za evro, zato ker ne boste imeli stiske ob temu, ko ste dali 1 evro za kruh. Ker ta stiska pomeni, da ste vi v pomanjkanju. Kaj sem delala? Se pravi, imela sem ta denar noter, imela sem ta denar v denarnici, te blokce, vedno sem imela po evro, 2, 5 evrov, tako da sem skozi imela občutek, da denar imam. In potem sem eno zelo dobro metodo našla, se pravi, videla sem oblekco in sem se rekla, lahko jo kupim, ampak je ne bom. Lahko si privoščim, ampak si ne bom. Ne danes. Videla sem recimo svoj sanjski avto, pa sem rekla, lahko si ga privoščim, ampak danes ne. In sem na ta način dvigovala svojo vibracijo. Nisem gledala več recimo tistega avtomobila, pa koliko sem boga, ne morem si ga kupiti, kdaj bom jaz to lahko imela, to je vse pomanjkanje. In iz te vibracije, iz te energije pomanjkanja vi ustvarjate še več pomanjkanja, še več. In potem smo skozi v začaranem krogu in se čudimo, kako to, da nimam denarja. Zdaj sem imela coaching z eno gospo, ko je rekla, jaz bi imela, verjetno bo tole sigurno gledala, tako da zdravo, ne bom imena povedala, je rekla, jaz bi imela kmetijo, pa nabirala bi zelišča. Super. Ja, zakaj jih pa ne nabiraš? Pa je bila tih. Vsaka zdaj ti vrba raste, pa lahko prodajaš vrbo za čaj, pa lahko devaš vrbo v črno čokolado namočiš, pa lahko vrbo namočiš v mlečno čokolado, pa lahko vrbo namočiš v belo čokolado. Pa ti raste to, pa ono, pa drugo, pa lahko kremice delaš, pa lahko to delaš, ne. Nič ni tam, nič ni v prihodnosti, mi smo vse že ta trenutek.
In če boste zdaj vi čakali, da boste imeli kmetijo, pa da si boste nasadili zelišča, zato da boste postali zeliščarka, se to nikoli ne bo zgodilo. Ali pa zelo mala verjetnost je, da se bo to zgodilo. Ampak do takrat, čez tistih 10 let, ko boste vi to kmetijo imeli, boste vi skozi nesrečni, skozi v pomanjkanju, pridelali si boste ne vem koliko bolezni in ne vem koliko vsega in bo šlo vse sam nadol. Vse, na vseh področjih vam bo šlo nadol. In potem, ko sem jaz koučala, ona kar momente doživljala. Ja, vse si že. A mislite, če bi jaz čakala, da bom jaz tako dobra, ko je, ne vem, Ana Bučevič, ko govori, ali pa ne vem, kera pač, ko snema še videe, jaz ne bi nikoli tule pred vami sedela pred tole kamero pa snemala video. Ko sem imela prvo svoje predavanje, vse, kar želiš biti, postati, si že. Ta trenutek, obstaja samo ta trenutek, preteklosti ni in prihodnosti ni. Ta trenutek je resničen in ta trenutek si lahko vi vse zberete. Jaz vem, da vi ne vidite, če ste v pomanjkanju možnosti in priložnosti za to, da bi denar zaslužili. Jaz verjamem, ker jih tudi jaz nisem videla. Ampak s tem dvigom svoje vibracije so se pa pojavile te možnosti in priložnosti. Ne čakati. Imamo eno super formulo, MOAR se je reče, MOAR. Misel pride. Potem je občutek, misel, jaz bi imela kmetijo, jaz bi nabirala zelišča. Potem je občutek, ponovadi je prijeten. Jaz ne rada govorim o pozitivnih pa negativnih občutkih, to za mene ne obstaja, ne resonira z menoj. Prijeten občutek je, pa neprijeten občutek. Ne? Bomo drugič govorili, kako smo mi to z višjim jazom, se pogovarjamo s temi občutki. V glavnem, pa je prvo prišla misel, pa je prišla občutek. Kako bi jaz nabirala zelišča, jaz bi jih rada. Kaj pa je sledi? Akcija, MOAR. In ko gremo mi v akcijo, kaj se zgodi? Rezultat. Ne razmišljati, kje bom ta zelišča prodala, kdo jih bo kupil, kakva bo cena, ali bom lahko prodala. Ne? To so vse misli, ko se na to našo misel, prvinsko, našo idejo, bom rekla, ko smo jo iz druge paralelne realnosti dol povlekli. Vi ne bi nikoli mogli imeti ideje, kakršnekoli, če ta ideja že nekje ne bi obstajala oziroma bila uresničena. Dobro si to zapomnite. Ampak potem je na vas misel, ideja, občutek, akcija. Ko gremo v akcijo, se pa zgodi rezultat. Jaz bi lahko 20 let vizualizirala, da hočem svoj YouTube kanal. V redu. Zato, ko sem že dobra v teh vizualizacijah in o tem, se je pač zgodil. Meni je padli iz neba. Ampak moja akcija, ko je prišla misel, ja želim YouTube kanal, je vse bila vizualizacija, je bila meditacija, je bila govorjenje nove zgodbe. Jaz imam svoj YouTube kanal. To ni bila laž. Kreator ne govori laži. Kreator kreira. In to pomeni, govorim to, kar si želim, kot da dejansko že imam. In ne glede na to, da jaz nisem imela YouTube kanala, dobro me poslušajte, ali pa da rečem, ne glede na to, da jaz nimam denarja, recimo, zdaj govorimo v primeru te gospe, ko je vprašala, ne glede na to, da nimate denarja, vi vseeno lahko delate akcije. In ste srečni ob tem, tu se gre, da si srečen. Jaz zato, ker v 2 letih nisem našla človeka, ko bi z mano snemal videe, pa jih delal na YouTube, nisem bila nesrečna, jaz nisem bila žalostna, jaz nisem bila v pomanjkanju, jaz sem hodila v hribe, sem uživala, sem urejala okolice, sem uživala, sem bila doma, sem uživala in sem snemala Facebook live in sem šla v to smer noter v akcijo. In potem je logična posledica, da zaradi mojih teh akcij vesolje reče, ta je pa vredna YouTube kanala, daj moj YouTube kanal. In se je poklopil, da smo se s tem človekom ujela z Alešom in po Facebooku in vprašala in smo čez en teden že snemala, ne? Tako to gre. Zato ne čaka, da boste imeli kmetijo, karikiran, karkoli si vi želite. Pejte nabirati zelišča, tudi zdaj rastejo stvari, zdaj si lahko posadite stvari in čez nekaj časa imate. In tako sem jaz tej gospe rekla, jaz poznam ne vem koliko ljudi, ko ti lahko vse prodam, kar boš ti nabrala. Se pravi, že ima tudi prodano. Od sokov do... Zadnjič sem bila v Celju na tržnici in srečam eno gospo, ko nabira zelišča. Tudi jaz sem zeliščarka, tudi jaz jih nabiram, to vsi veste. In
od zobnih pas do nekih likerčkov, do delavnice ima v naravi, kjer ima delavnice za otroke, tako jaz, pa ima delavnice za odrasle, ko nabirajo ta zelišča, ko jih uči. Dragi moji, nikoli v življenju ne boste v pomanjkanju, če se boste naučili, videli, da ste del narave. Narava nam ponuja popolnoma vse za preživetje, da lahko preživite, če je to sicer vaša strast, da vas bo to radostilo. Če je kaj druga, ne vem, veste, da sem jaz pustila službo in sem rekla, ne grem se več suženstva, ne grem se tega, da delam za 800-900 evrov nekje, da ne morem otroka na morje pelati, da sem čakala tisti regres, ko sem ga dobila, ne vem, Jurija, jaz svojih 2 otrokov s tistim Jurijem nisem mogla za 14 dni na morje pelati. Nemogoče. In sem rekla ne, in potem sem dala ta dodatek za njegov otroka noter, in so me iz socialne poklicali za Nežko, socialne poklicali, gospa, vi imate pa tako nizko plačo, da vam še 55 evrov socialne podpore pripada. Zdaj si pa to zamislite. Tako nizko plačo, da mi še socialna podpora pripada. Pa delala promet, pa se trudila, pa govorila s strankami, pa prišla izčrpana domov, pa nisem vedela, ki se me glava drži, pa tečna, pa zmatrana, pa od viličarja vozila, do peči kurla, do pelete prelagala, do drve prelagala, do cemente prelagala, do nabavljala ves material. Reklamacije ni, da ni. Za ne vem, 900 evrov na mesec. Zato, da lahko imajo drugi milijone, pa hiše, pa ne vem kakšne dopuste. Ne, ampak ni on odgovorni, jaz sem bila odgovorna, jaz se nisem cenila, jaz nisem imela svoje vrednosti. In kaj zdaj delam? Zdaj delam stvari samo, v katerih resnično uživam. Da sem jaz. Nabiram zelišča, urejam okolice, snemam videe, delam coachinge, delam terapije, stvari, v katerih jaz uživam. In verjemite mi, dragi moji, Bog, življenje, angeli, vile, kdorkoli pač verjamete, ali pa sami sebi, preden ste prišli na zemljo, ste najmanj 3 talente poklonili. Najmanj 3 talente imate, iz katerih ste lahko multimilionarji. 100%, garantiram. In začnite jih iskati, začnite se poglabljati v sebe, v vaso, odkrite jih. A mislite, ko sem jaz začela delati v cvetličarni, ne vem, pred 20 leti, ko sem vprašala v Celju, če rabijo kako pomoč začistiti, ker nisem imela pojma o rožah in o čemer, da sem jaz vedela, da bom čez nekaj časa najbolj močna, recimo v Sloveniji, glede porok. In sem delala poročne šopke in enkratne poroke in enkratne izložbe in vse. Zato, ker se mi je talent odprl. Šla sem v akcijo. Nisem rekla ne, ampak sem vprašala, če imajo kaj začistiti. In iz tiste cvetličarne sem šla v drugo, sem se vse naučila in kar po enem mesecu gledanja te osebe, ko je delala moje šefice takratne, se je meni talent odprl in sem znala perfektne stvari delati. In potem sem si svojo cvetličarno odprla in sem bila daleč okoli najbolj znana za poroke. Delala sem jih po Portorožu, po Piranu, na Bledu. Ni, da nisem delala poroke, ne, mogoče to kdaj ponovim. Ta talent je še vedno v meni, no, nič ne morete izgubiti. Ampak še nekaj vam na srce polagam. Če kdaj ne greste v akcijo, ko dobite to inspiracijo, inspiracija pa pride ponavadi, ko ste vi na visoki vibraciji. Se pravi, ko delate nekaj, v čem uživate. Ali meditirate, da ste v miru, ali greste na kako masažo, ali ste na kakšni pedikuri, ali ne vem, se sprehajate, gledate drevesa, takrat ste vi na visoki vibraciji. In takrat pride inspiracija, inspiracijska ideja. Zakaj? Zato, ker je ideja na visoki vibraciji. In če ste vi na nizki, če ste vi v dreku, če ste vi jaz nimam, jaz sem Boga, jaz ne vem, kaj te ideje ne boste slišali. In ko pride ideja, tudi če vi slučajno ne greste v akcijo, ne se kriviti, ne se obsojati, ker inspirativna ideja, inspiracija bo vedno še prišla, vedno. In še nekaj bi vam poudarila. Vse stvari, ko se vam v življenju zgodijo, ali je to izguba v narekovajih, službe, ali je to izguba partnerja, ali je to, da ste trenutno zdaj brez denarja, ali je to, da ste brez zdravja, da imate kakršnokoli bolezen. Dobro si zapomnite, vedno se vse dogaja vam v prid. Ne more biti drugače. Nam v prid se vedno vse dogaja, zaradi tega za našo rast. Vedno je nam v prid. Zato, da boste vi zrasli, da boste vi pretransformirali. Kaj rabite glede financ, če hočete biti v
boljšem finančnem obilju, če hočete imeti finančno svobodo, kaj rate? Novo znanje, ker s tem znanjem, s tem informacijam, ko jih imate do danes, ste tu, kjer ste danes. To se kaže na vašem bančnem računu in to se kaže z vašim denarjem v denarnici. Novo znanje, novo informacije. Danes imate vse informacije, so zastonj, so brezplačne, ali v knjižnici, v knjigah, ali imate razne webinarje, ali imate razne Zoome, vse imate brezplačno, če recimo trenutno nimate denarja, da bi si lahko karkoli privoščili pa plačali. Ko ste recimo v službi in dobite odpoved ali pa nehate delati, ne vem iz kakih razlogov, in za vas je zdaj to, izgubila sem varnost, danes nobeden več ne bo varnosti hotel, danes vsi že vemo, da smo vibracijska bitja, da sami kreiramo, da smo sami odgovorni za svoje življenje, sami za svoje finance in vi, v narekovaji, izgubite službo, ampak vam se odprejo nova vrata, nove možnosti, nove možnosti do ekspanzije, da res začnete živeti to, kar ste, po to, kar ste prišli na zemljo. Ker dokler ste v službi, razen če niste jaz, zato ker jaz sem hodila v službo in si naredila službo, kot da za sebe delam, vizualizirala, se pravi, štela sem svoj denar, pogovarjala sem se s svojimi strankami, zlagala sem v svoje police, zato da, ker sem jaz tudi želela doseči, da se jaz v službi, ki mi je bila totalni zapor, počutim fantastično. Zakaj? Ker se imam rada, ker se cenim in ker se spoštujem in ker je vse skupaj igra. In sem se igrala. In sem na visoki vibraciji službo pustila in se mi je vse odprlo, take stvari, da recimo bi kdo rekel, da so nemogoče čudeži. In vse, kar se vam v življenju zgodi, verjamete, da se dogaja vam v prid. In če povzamem, rekli smo dvig finančnega obilja, vibracijo je treba dvigovati. Več stvari, ko jih boste delali, ali pa tole vas bom vprašala. Vsak dan, to si zdaj zapišite, vsak dan se vprašajte, kako lahko zaslužim 1 evro. Samo po 1 evru sem vas vprašala, ne po 100 pa po 1000, 1 evro. Zdaj pa začnite študirati, kako lahko zaslužim vsak dan vsaj 1 evro. Za svojo kreacijo, za svojo akcijo. Zdaj vam bom jaz povedala, recimo, primer. Poglejte malo okoli sebe, mogoče znate kuhati marmelade. Narava vam vse ponuja, jabolka, slive, maline, rubide, jagode, vse imate v naravi. Imate kostan, imate ne vem kaj vse, ko lahko nabirate. Jaz, ko preučujem drevesa, vam recimo razne obrede, ko se delajo s hrastom, ko se delajo z brezo, ko se delajo z smreko, ko se delajo z borom. Lahko se to naučite, prodajate to zgodbo in zraven hrastove liste in želode. Možnosti so neomejene možnosti, neskončno možnosti imate. Sam zaprli ste se, dragi moji, sam to je, sam zaprli ste se. In ne morete biti pretočni, ne sprejemate. To je isto, kot če damo na šporhet, kako se reče, štedilnik, damo kuhati recimo juho. Mi ga moramo aktivirati, moramo ga prižgati, če želimo, da bo ta juha zavrela, če želimo, da se bo skuhala. Tako je pa isto pri nam. Se pravi, če želimo, da nam nekaj steče, da aktiviramo, da prižgemo sprejemanje denarja, sprejemanje idej, sprejemanje partnerstva, sprejemanje nove službe, česarkoli, se moramo aktivirati. Kako se pa aktiviramo? Z občutkom. In čisto nič druga. Z občutkom. Se pravi, predstavljamo si, kot da željeno že imamo. To pa je korak, ki se mu reče vizualizacija, metoda. To smo povedali v videu 17 sekund. Zaprete oči in si predstavljate, da vse željeno že imate do občutka. In s tem ste vi aktivirali, s tem ste prižgali vaš štedilnik. Ker drugače niste v sprejemanju. Več o tem je vizualizacija. Kaj je vizualizacija? Kako je meni pomagala? Kako je meni služila? Meni je to najboljša, najbolj fantastična metoda na svetu, ki nenormalno deluje. In več o tej metodi pa naslednjič. Če imate kakršnakoli vprašanja, planetljubezniafnagmail.com, odgovorim potem v videih, lepo se mejte, radi se mejte in čau, čau!